predavanju smo skušali prikazati, da je keramika nas danes spremlja res povsod. Vsi poznamo lončarske vretena, kako se je glina oblikovala v balonce, in z pojavom nanotehnologije smo dobili možnost simulirati ali pa razumeti meddelične interakcije, ki se dogajajo v sami glini, v smislu, da znamo te manipulirati in prišlo je do izbruha novih naprednih tehnologij oblikovanja, kot je 3D tiskanje, kot so izboljšane keramike, v smislu boljših lastnosti, kajti z nanokeramiko, z nanotehnologijami je prišla keramika, ki ima boljše mehanske, električne, termične lastnosti, tako danes nas keramika res praktično spremlja na vsakem koraku, naprimer od prevleke turbinskih lopatic, pri avionih in elektrarnah na plin, do tega, do biokeramike za dentalne namene, za biomedicinske namene, kjer danes praktično znamo narediti dentalno keramiko, ki je na las podobna naravnim zobem. Znamo delati prevleke, ki so nanostrukturirane, ki so samočistilne, tako da se jih ne vidi, a vseeno funkcionaliziramo površino v smislu, da se voda ne prijemlje, da se sama steklo, da se samo čisti. V prihodnosti, kar se keramike tiče, bo sigurno narejeni še koraki naprej. Verjetno bo nastopilo 3D lasersko tiskanje keramike, to bo pomenilo, da bomo združili oblikovanje in žganje v en korak. Tu so še baterije, ki delajo ogromne korake naprej. Tu so še termoelektriki, s katerimi lahko toploto spremenimo v elektriko, in tu je še biokeramika in tkivno inženirstvo, transplantati, ki bodo pripomogli, da ko bomo enkrat vsadili tak kostni transplantat, da ga bo nadomestilo naravno tkivo in kost, in tako ne bodo potrebni več naknadnih operativnih posegov.